Ura je 8:31 oziroma 32 minut in že večkrat smo vam danes, dragi gledalke in gledalci, obljubljali, da se nam bo v koprskem studiu pridružila novopečena Slovenka leta. Definitivno prvo ime informativnega programa koprske televizije, Eugenija Carl. Dobrodošla. Dobro jutro. Dobro jutro. Prinesla si tudi kipec, torej danes se tikava, to se strinjaš? Novinarji se tako ali tako med seboj tikajo. Dobro. Včeraj si zaključila, celo pozdravlja gledalce v Odmevih, danes zjutraj tukaj v našem studiu. Kakšna noč je za teboj, koliko časa si spala? Adrenalinska noč, ne, šalim se. Spala sem takole 3 ure, ker sem me čakala potem seveda še po domov, sem vozila še domov, tako da nisem popila niti kozarčka penine. Vsi tisti, ki te poznamo, to vemo, ampak še to me zanima, koliko krat ti je včeraj zavibriral ali pa zazvonil telefon, si odgovorila vsem, si se oglašala na telefon ali nisi imela časa? Včeraj je bila taka norija, da telefona sploh videla nisem. Ko sem pa ga prižgala nazaj, jaz mislim, da je enih 300 SMS-ov, mailov in tako dalje. In če kdo od tistih, ki so mi jih poslali, gleda, čez dan bom vsakemu osebno odgovorila. Vsem boš odgovorila, sedaj pa klasično vprašanje, mimo katerega ne moremo. Kaj tebi osebno pomeni ta naziv? Torej, ta naziv prihaja iz javnosti. In je zame velik barometer. Torej, tu gre za priznanje širše javnosti, gre za, torej, tu ni neke kuhinje, gre za pač glasovanje, kdor pač dobi več glasov, tisti pač dobi naziv. In ravno zato, ker prihaja od javnosti, je zame toliko bolj pomemben, ker jaz sem in bom ostala v službi javnosti in zgolj v službi javnosti. Lepo slišati, gre za častni naziv, tudi enega najstarejših nazivov, ki jih podeljujemo v Sloveniji že od leta 1988. Si 4. ženska iz naše televizijske hiše, ki si naziv prejela, ampak vseeno morda ena redkih ali pa celo edina, ki opravlja novinarsko delo in ki ga je prejela zaradi novinarskega dela. Je novinarstvo pravzaprav v teh kriznih časih po tvoje potrebovalo to žensko energijo, moč? Jaz mislim, da novinarstvo danes ima veliko ženske moči. Pravzaprav v novinarstvu prevladuje ženska moč. Morda, ne vem, morda nekatere ženske v medijih niso pač toliko izpostavljene, ker televizija je le, bom rekla, močen medij, ampak nič manjše zasluge nimajo kolegice iz drugih medijev, ki odlično pokrivajo svoje področja in spravljajo javnost dobre, močne zgodbe. Tako da, ja, novinarstvo je tako ali tako, se mi zdi, pretežno v ženskih rokah. Vemo pa tudi, zakaj ne. Ker je načeloma slabo plačano. Vsi tisti, ki te poznajo, vedo, da ga ne jemlješ samo in zgolj kot poklic, ampak ga doživljaš kot življenjsko poslanstvo. 24 ur na dan si pravzaprav v stiku z informacijami, s svojimi viri, ki si jih ustvarila v dolgoletni karieri, samo tako za občutek gledalkam in gledalcem recimo lahko zaupaš, koliko časa pripravljaš eno od tvojih številnih recimo odmevnih zgodb, koliko časa s tem ukvarjaš? Torej, največ novinarskega dela tvori tisto, kar gledalci ne vidijo. To so ure in ure, bom rekla, brskanja po dokumentih, po raznih, bom rekla, javno dostopnih virih, sestajanja z viri, preverjanja. Skratka, vse to ozadje, ki ga gledalci v tisti minuti in pol ne vidijo in niti ne zaznajo, ne. Tako da pretežni del se skriva tam. In tega dela je ogromno, ne. Ko sva že pri minuti in pol, koliko traja nekakšen, lahko bi rekli, povprečen televizijski prispevek, me zanima, koliko časa pa si ti, mogoče, če se spomniš vseh teh letih, recimo pred nekom držala mikrofon in mu dobesedno trgala informacijo iz ust, da si na koncu dobila tisto, kar najbolj zanima javnost? Imena se ne bom spomnila, ampak
vedno vztrajam. In slej ko prej, mislim, v vseh teh letih sem se tako naučila obračati vprašanja, če mi na prvo seveda ne če mi na prvo vprašanje ne odgovorijo, da na koncu iztržim odgovor. Pa čeprav moram biti vztrajna tudi, ne vem, par minut, ne, 10 minut. Pač to spretnost se z leti pridobiš, ne. Jaz bi dodala vztrajna, stroga in odločna, lahko bi rekli kritična, najprej do sebe in potem še tudi do vseh ostalih, ampak najprej do sebe, to me zanima vse skozi, pravzaprav si tudi na telefonu v stiku z, lahko bi rekli, tudi tistimi informacijami, ki mogoče naše gledalce v tem trenutku ne zanimajo, zelo na tekočem, pa me zanima, ti je kdaj kakšna zgodba ušla ali si jo izgubila dobesedno pred nosom? Je všla in to pred kratkim in točno vem, kam miriš in točno pred nosom je bilo to. Namreč zadnja in mislim, da edina pivska eskapada predsednika uprave Luke se je namreč dogajala natančno pod mojim oknom spalnice. Namreč s predsednikom uprave Gašperjem Mišičem sva soseda in od okna moje spalnice pa do podhoda v garažo je natančno 30 metrov, ne. Ampak to kaže, ali sem tako slaba novinarka ali pa tako dobro spim. In celo pri odprtem oknu. Torej, mislim, da ima gospod Mišič malce sreče, ker sicer moj tablični računalnik deluje tudi kot kamera in če bi jaz to slišala ali videla, bi danes kakšni posnetki prerekanja ali kakšnih lisic lahko bili tudi v javnosti. Torej ima srečo. Ima srečo, ampak to dokazuje tudi to, kar si včeraj dejala o prijetju tega kipca in kar seveda dobro ve vsak tisti, ki te vsaj malo pozna, da si sicer rada novinarka, ampak najraje mama. Sta ta dva tvoja otroka v različnih starostnih obdobjih tudi tista, ki ti pravzaprav data vso to energijo in moč, ki jo za novinarski poklic definitivno potrebuješ? Veš, ko začneš govoriti o mojih otrocih, ratam solzna. Ja, moja dva otroka sta moja dva zlata sončka in res je, kot si rekla, najrajši sem mama. In ona dva mi dajeta energijo za čisto vse, kar počnem v življenju. Hkrati pa sta moje neizprosno ogledalo in mi ga nastavljata iz dneva v dan. Največja kritika v bistvu sta ravno ona dva. In vir energije. Sta ona dva tista, ki jim posvečaš ta naziv tudi? Pravzaprav ja. In včeraj sem se jima morda pozabila v tem zahvalnem govoru na odru tudi zahvaliti. V bistvu prenašata zelo stoično prenekatero nervozo in odsotnost in zato gre vsa zahvala tudi njima. Najlepša hvala, Evgenija, za ta tvoj obisk. Solzice bomo obrisali, s teboj bi se lahko pogovarjali ure in ure. Žal se nam čas izteka. Spoštovane gledalke in gledalce, v 3. uri se posvetimo sklepni prireditvi Osebnost Primorske. Še prej pa nujno vsi navijamo in se veselimo nagradne igre Zbudi se Slovenija.